Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nedavno Linhartovo srečanje, ki je osrednji festivalski dogodek nepoklicnih gledališčnikov v Sloveniji, je ob tekmovalnem programu publiki ponudil tudi spremljevalni program. V tem so se predstavili idrijski gledališčniki s predstavo O sonce moje. Ana Kržišnik Blažica, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav. Kaj vam pomeni to, da ste se uvrstili v ta program? Ja, vsekakor je to velika čast letos za nas, da smo se uvrstili v ta program. Žal je to spremljevalni program, saj gre za predstavo, ki je vezana na prostor. Igramo jo v Giser hiši, rudarski hiši v Idriji, in je vezana na točno določeno lokacijo in je zato neprestavljiva v drugo okolje, torej na oder. Ampak so festivalski selektorji naredili tokrat izjemo, da so prvič v bistvu v zgodovini tega festivala prišli na dislokacijo iz Postojne, pogledati eno predstavo nekam drugam, tako da sem res vesela te priložnosti. Kaj so rekli po predstavi? Zelo so bili veseli. To je predstava, ki običajno navduši ljudi, je taka, da pritegne in ljudi iz gledališkega sveta, in hkrati ljudi, ki niso navajeni hoditi v gledališče, ampak jih zanima bolj kulinarična plat dogodka, ker gre seveda za kulinarično gledališko doživetje. V tej predstavi ste tako začarali, pomešali vrsto gledaliških elementov. Eden in najbrž najzanimivejši je ta, da se publika pravzaprav znajde sredi dogajanja, ne? Ja. Zakaj ta ključ? Gre za zgodbo, v kateri se znajdemo skupaj z igralci, in sicer leta 21 v Idriji, torej več kot 100 let nazaj, in smo del praznovanja srebrne poroke tega para, ki v tej hiši živi. Ima eno hčerko in ta hčerka povzroči dramo tisti dan, ko so gosti v hiši. Izbere si prav ta dan, da zamoti mamo in očeta, ko mora povedati eno tako zelo slabo novico zanjo in dobro za njo. Namreč zaljublja se je v Italijana, v takrat seveda okupirani Idriji, kar je bilo seveda greh in nedopustno, in to je mogla sporočiti svojim staršem. In da ne bi popolnoma zgubili glave, je to naredila pred gosti, da so pač lažje sprejeli to novico. Besedilo je pripravil Aleš Čar. Ja. Kakšno besedilo je to? Ja, to je torej avtorsko besedilo, ki pa temelji na nekako ne povsem seveda realnih dogodkih, ampak verjetnih dogodkih, ki bi se takrat leta 21 lahko zgodilo v Idriji, in koncept so pripravili člani zavoda ID20, Drejcko Košar, Matevž Štravs in jaz. Torej smo pripravili neka dejstva, neke možne situacije, ki so se takrat lahko zgodile, in na podlagi tega koncepta je potem Aleš naredil besedilo. Posebnost tega besedila je, da je moralo biti zrežirano vnaprej, kar je običajno obraten postopek, a ne, najprej se besedilo napiše in potem se ga režira. Ker pa gre za kulinaričen dogodek, je bilo treba zrežirati vso to hrano, ki prihaja skupaj z besedilom na mizo. Torej vsaka vilca, vsaka žlica, ki se premakne v predstavi, mora biti v bistvu povezana z besedilom, ki se govori. Tako da je bilo treba v bistvu misliti obratno. To, kar nastane ponavadi na vajah, je moralo prej nastati v glavi, da je potem besedilo sovpadlo skupaj z vsemi premiki v prostoru, da je bilo pripravljeno točno za ta prostor, ki ima recimo mizo, 12 stolov, 2 vrat, 2 oken in tako naprej. Pomemben element vsake predstave je jezik. Ja. Kako ste rešili problem narečja? Ja, narečje je ena taka stvar, ki se ga mi v skupini radi poslužujemo, ker je zelo hvaležen, zelo približa vsebino lokalni publiki, za zunanjo publiko je pa zelo zanimiv ravno zaradi tega, ker ga ne poznajo, in je to ena taka poslastica. Gre za mešanje in narečja in knjižnega jezika, ker je
v predstavi imamo določene izstope iz zgodbe, torej z neko metabesedilo, ki se dogaja na nadčasovni ravni in ga pripoveduje v bistvu ta hči, Klara, in torej ona nekako pripoveduje to zgodbo publiki in komentira tudi dogodke zgodovinske in gleda na to zgodbo nekako iz svojega časa. V tistih momentih govori knjižno. Sicer je pa jezik idriščina, pogovorni in vedno vprašamo publiko, če ste vse razumeli. Tisti, ki pridejo drugje, pravijo, ja, kakšno stvar nismo, ampak se ujame, ne. Se kaj tudi naučijo? Se tudi kaj naučijo, ne. Jaz si mislim, da v Sloveniji nekako se moramo razumeti, tudi če smo z tako različnih koncev. Narečja so vsekakor bogatstvo našega jezika. Ja. Se strinjate? Ja. Že prej ste omenili, da gre za kulinarično gledališki dogodek, to so sicer bolj redke kombinacije, ne? Ja. Kaj postrežete? Ja, postrežemo zelo poseben meni. Namreč v tej hiši je bila najdena knjižica z recepti, 50 recepti iz tega leta, kot se zgodba dogaja. In to je bila tudi izhodiščna ideja zavoda ID20, da se na podlagi zgodbe, osnovne zgodbe hiše in te kuharice naredi predstavo. Torej, če še malo pred zgodbo povem, ta hiša pravzaprav je bila kupljena v namen, da se oživi kulturna dediščina mesta Idrije in da se v njej dogajajo neke stvari, neke dogodki, ki jo oživljajo. In to je bil prvi pravzaprav dogodek, ki je hišo oživel. In zgodba sama, kot sem prej rekla, v bistvu izhaja čisto v svojih koreninah iz zgodbe dejanskih prebivalcev te hiše takratne. Namreč obstaja nek članek, oglas za delo za Giserja, tako kot se imenuje ta hiša, to je livar, delo livarja pri rudniku. Rudnik je vabil torej moške na to delo in v Idrijo je prišel iz Dolenjske ta gospod Giser na delo v rudnik in se tukaj poročil z gospodično takrat, ne iz te hiše, ki je bila malček bolj bogata kot on. In to situacijo imamo tudi mi v tej zgodbi. Se pravi, čist zasnova je povzeta po tej zgodbi, ne, ker sta tudi ta dva starša, oziroma mi smo potem malo brnili iz seljenca, je to tema taka aktualna, da niso vsi ortodoksni Idričani, ne, ampak imamo tudi priseljenko iz Češke, je ta gospa Marjanca in tako naprej. Skratka, ne bomo vsega povedala cele zgodbe. Je pa ta kuharica, če se vrnem, torej 50 receptov je v njej in oziroma Tilen Božič je izbral te recepte take, ki so nekako najbolj primerni za današnji okus, ker so te recepti precej drugačni, kot jih danes poznamo. Ta hrana je močnejša, ima ogromno moke, ima ogromno masti in takih stvari, ki jih mi danes nismo več navajeni, ampak recimo žlikrofov je 5 vrst, a ne, v tej kuharci in mi smo recimo pripravili žlikrofe, take, kot jih danes redko poznamo, s suhim sadjem polnjene namreč, ne. Potem je divjačina, potem je vinska juha in potem sladica so češki tolki, to so ene take posebne recimo mini palačinke, ki so kao specialiteta te kuharice. Tako da zdaj zasnovana je bila predstava skupaj z gostiščem Barbara, ki je v prejšnji sezoni kuhala za predstavo, v tej sezoni pa kuha za nas Kendov dvorec, tako da je ta hrana zdaj res na visokem nivoju in je malenkost prilagojen meni, ampak še vedno je to ta meni, skupaj s pijačo seveda. Posebnost predstave je tudi to, da se igralci pogosto menjajo. Ja. Imate alternacijo, koliko je vlog in koliko je potencialnih igralcev. Torej, vsak ima vsaj 2 ali pa 3 alternacije, ker je bila predstava igrana že skoraj 30krat in to
rata kar velik zalogaj za enega igralca. Predstava ne sme odpasti načeloma, ne, tako da je fajn, če imaš pri takem številu ponovitev, je fajn, da imaš rezervo, ne, če kdo zboli in tako dalje. Sploh so pa to, sploh mladi ljudje zelo zaposleni, šola, vse druge dejavnosti, tako da je včasih še tako, da še pri 3 alternacijah komaj dobimo igralca, da pride na predstavo. Gre za 5 vlog, mama, oče, hči, potem je ta ljubček italijanski in še harmonikaša imamo, ki na začetku predstave zaigra tem gostom, ki so prišli na ta žur, nekaj komadov. Kako pa je gledališki ansambel sprejel tako ponujen projekt? Zelo so se ga najprej ustrašili, ne? Predvsem mama Marjanca, ker je treba toliko te hrane prinesti na mizo, ker ne moreš biti samo igralec, ampak zraven še natakar, ne. Najbolj so se bali, da bodo kaj potresli, ne. In najbolj so se bali in interakcije s publiko, ker publika lahko sodeluje po svoji želji, lahko ima komentarje in jih tudi ima. In te komentarje seveda igralca lahko ven vržejo in se mora zmeraj ujeti nazaj na svoje besedilo. Tako da to je bil velik izziv, ta improvizacijski del, ampak so ga zelo posvojili. Mislim, se ne zgodi, da bi se karkoli podrlo zaradi tega. Tako da to je bil največji izziv, ja. Kako načrtujete s ponovitvami, reprizami? Zdaj se pravi, v tej hiši lahko igramo samo v toplem delu leta, ker nima gretja, ne, to je bila zelo zapuščena hiša in je v bistvu zdaj popravljena do točke, da se sploh lahko izvajajo noter predstave, da ima vodo, da ima elektriko, zasilno. Tako da zdaj 19. oktobra bo zadnja ponovitev, takrat pol postane res mraz in pomladi bomo videli, glede na povpraševanje. Zdaj moram reči, da najbrž je že malo publika okoliška izčrpana, bo pa na voljo vsekakor predstava še za zaključene skupine. Če se pokaže želja neke skupine, bo predstava vsekakor še na voljo. Ponavljate tudi program Jašek sreče. Ta je bil pravzaprav predstavljen lansko leto. Premiera je bila maja, aprila in jo še igramo zdaj v okviru Odsevi srebrnega časa, 11. in 12. oktobra. Tako da bodo še 4 ponovitve na ta 2 dneva, potem bomo vedeli, kaj bo naprej. Programsko se zelo, bi rekel, navezujete na preteklost, na Rudnikov zgodovino, na Italijane že v drugi, tako. V bistvu oba ta projekta sta prišla strani, pobuda zanje prišla strani koproducentov, torej ID20 oziroma Centra za idrijsko dediščino, ne. Tako da se pravi, z njihove strani seveda pride neka zgodovinska pobuda. Mi pa tudi radi sprejmemo tak izziv, ker so nam blizu. Mislim, zelo rada naredim neko predstavo, ki je specifična, ki ni kar katerikoli tekst, katerokoli besedilo, ampak da ima neko vezo s prostorom in časom, v katerem živimo, ne. Prinesejo te koproducenti v to zgodbo tudi kaj denarja? Ja, seveda. Ta projekt O sonce moje je bil financiran strani evropskega razpisa, se pravi, del enega večjega razpisa, se pravi, tale predstava je v bistvu manjši del tega dogajanja, znotraj obujanja kulturne dediščine, kot sem rekla. Jašek sreče pa je bil v okviru otvoritve sezone letni projekt Rudnika, torej Antonijo Garova, ki aprila otvarja svojo sezono in vsako leto v bistvu naredi en tak večji dogodek v rovu. Prihodnje leto pa napovedujete novo premiero. Ja. Prihodnje leto jeseni planiramo novo premiero, ki pa bo tokrat ne bo imela zgodovinske teme, niti ne idrijske, bo pa locirana v kripti, bo spet na ta način nekako adaptirana v ta prostor in gre za roman, adaptacijo romana
esej o slepoti Joseja Saramaga, Nobelovega nagrajenca, in to gre za en svetovno znan roman. Govori pač o slepoti seveda in taka postapokaliptična tema, kako vsi na svetu oslepijo. Zelo dramska stvar, težka vsebina, ampak bo zelo, zelo zanimiva. Igrali jo bomo z Metko Pavšič, našo igralko slepo, v vlogi edine osebe, ki ne oslepi, kajti vsi ostali drugi oslepijo. Torej, en tak obrat, kjer slepa oseba ima v bistvu nek tak drug uvid v situacijo kot ostali, ki so šele zdaj oslepeli. Ana Krečišnik-Blažica, jaz vam čestitam za te uspehe, za ta pogum pri snovanju novih projektov in vam želim, da bi bili uspešni. Najlepša hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.